Dobrodošli v novi epizodi Dilem iz spalnice. S tabo sva Lara in Monika in spet bomo odgovarjali na vaša anonimna vprašanja. No, pa dajmo kar začeti. Kaj je razlika med navadnim in analnim lubrikantom? Če gledamo čist navaden vodni lubrikant, pa analni lubrikant je že sama konsistenca drugačna. Ker se anus ne vlaži sam, je fajn, da je lubrikant tudi tak, ki je malo bolj gost, se pravi, da malo dlje ohranja to navlaženost in da vse lepo drsi. Potem imamo pa še analne lubrikante, ki imajo v bistvu dodano sestavino, da še malo dodatno sprostijo anus. Tako da to bi bila največja razlika. Je pa tudi res, da za analni seks se velikokrat priporoča ne na vodni osnovi, ampak na silikonski osnovi, zato ker dlje časa drsi. Tako da, to je to. Kar naslednje vprašanje. Katero igračko bi priporočili paru, ki želi popestritev v spalnici? Jaz bi tukaj rekla, da v bistvu lahko katerokoli igračko želite vključiti. Recimo tudi kakšen masažer je fajn in tako naprej, ki se lahko za več stvari uporablja. Ali pa pač kaj, ki je pa res prav za pare, pa da se uporablja med seksom, recimo kakšni obročki za penis ali pa vibrator ta nosljiv, ki je C oblike, to je recimo full fine. Tako. Ja. Vibrator C oblike se v bistvu ustavi v nožnico in je en del pride tako gor na veneren griček oziroma pač da vibrira na klitorisu, drug del pride pa v nožnico noter in je dovolj prostora še pač za tvojega korenjaka, da pride do penetracije. Edino, kar bi jaz le dodala, je, da pri obročkih, če hočete, da je za oba dva res cool, da izbereta pač vibracijski ta obroček, pa tak, ki ima ta vibracijski del malo večji, recimo ta od S-Vibe Jovi je bil ful pohvaljen. Drugače pa, če hočete tako malo popestriti, kako predigro ali pa kaj, lahko vzamete pa tudi kakšne nosljive za njo vibratorčke, na daljinca ali pa aplikacijo, pa da potem se malo s tem igrata. Ampak ja, neki te klasični bi se pa strinjala, da bi bil pač ta vibracijski obroček pa te C oblike. C oblika je najbolj, drugače pa lahko katerokoli igračka tudi vključita, tako da, ja, to je to. Kako naj svojo punco prepričam, da bi me probala pegati? Moj nasvet bi bil tle čist, v bistvu enako kar pri vseh teh stvarih, ki hoče kaj novega probati, pa jim je neroden in v bistvu to je, da najdeš pač res en moment, ko sta oba dva sproščena, pa v nekem takem dosti neutralnem okolju, pa da ji pač predstaviš svojo fantazijo, pa tudi poveš, zakaj si to želiš. Zdaj, če pa si že povedal, pa ona noče, je pa edina fora, da je pač večkrat omeniš. Pač ne vsiljivo, ampak tako, da ona razume, da je to te res nekaj pomembnega, da pač si želiš to del spolnosti, da je to del vajine spolnosti, ampak na tak malo bolj subtilen način. Se pravi, da večkrat omenjaš to. Ali pa, glede na to, da je specifično tle pegging, da mogoče ne gresta direkt v pegging, ampak da samo za začetek vključita kakšne pač analne igračke, kakor pač čepek, manjši dildo, pa da je tako mogoče da na prvo z roko, ali pa da imaš samo med samim spalnim odnosom čepek, pa da potem postopoma gradita to, ne da gresta iz nič v to, da ona nos strepom. Ja, to sploh, ja. Najprej neki začeti recimo s temi analnimi igračkami in tako naprej, da ni treba zdaj takoj iti v pegging. Ja, ker je pomembno, da je pač obema udobana, ne tudi, da je ona postavljena v eno situacijo, ki je pač to neprijetno. Tako. Imate kakšne napotke za samozadovoljevanje za punce začetnice? Najprej res si za to vzem čas, pa fajn je itak seveda, če si sama, pa da imaš veliko časa, pa da lahko raziskuješ svoje telo, ne? In pač recimo začni se z roko dotikati, probavaj različne stvari, lahko vključiš tudi kakšne igračke recimo, zdaj kakšen bullet je recimo super za začetek, kot so že prej rekle. Tako, no, pač res počas, sproščeno, vzem si čas, nikamor se ti ne mudi, tako. Ja, meni se tudi zdi to čisto super nasvet, ja. Prvo z roko, pa še kakšna igračka, pa tako. Ja. Ampak ja, pač nežni dotiki, počas pač odkrivaš svoje intimne dele in tako, ne. Se ni treba pač sam med nogam, pač imam pohanenih erogenih con. Lahko že mogoče pod tušem malo, ko se milaš, si malo bolj pozorna na svoje dotike, bradavičke, notranji del stegenj in tako, ne. Pač
Že vse to je lahko pač del nekega sproščanja, da ne rabiš takoj zdaj z roko iti pač v mednožje. Tako da ni nujno. Ja. Tako, ker si rekla, imamo ful erogenih con, pod tušami je recimo fajn, super pač. Tako da ja. Ok, naslednje vprašanje. Kateri kondomi na vaši spletni strani so največji? Največji bi bili znamke Mr. Size 69 mm, pa mislim, da 69 mm so tudi velikosti Passante Super King. Tako da to dvoje. Ja. Ta Mr. Size je drugač za ostale ful super, zato ker imaš prav različne velikosti imajo, ni sam klasična pa ne vem XL, ampak imaš prav pač po teh milimetrih, tako da je res fajn. Tako da res najdete vsak neki zase, tako da ful dobro. Ja. Ampak te dve imata pa največje. Ja. Naprej, vzburja me fantazija o, bom jaz to tako prebrala, da bojo pač vsi razumeli, o trojčku, se pravi 2 fanta, 1 punca ali pa 2 punci, 1 fant. In bi rad probal, ampak ne vem, kako to reči punci. Se mi zdi, da imamo ful vprašanj glede tega, kako neko fantazijo zaupati partnerju. In kot so že prej rekle, pač res najdete nek čas, da sta oba dva sproščena, da pač lahko res imata nek odkrit pogovor o temu in potem povedati tudi mogoče, ja, zakaj ti je to všeč, zakaj bi to rad probal, kaj ti je pri temu toliko fajn, da bi si to želel probati. Ni nujno seveda, da gresta takoj v to fantazijo, lahko pač postopoma. Zdaj, moraš sicer biti pripravljen pri kakšni taki stvari, tudi če ti ona reče ne, a ne, pač kaj narediti v tem primeru, pa mogoče res tudi dobro najprej pri sebi premisliti, to si ti enkrat že v eni epizodi pravila, pri sebi premisliti, a bi to res rad naredil, a je to res sigurno nekaj, kar si 100% želiš, ali je to samo neka fantazija, zato ker recimo lahko tudi pol pride do tega, da pa to dejansko uresničiš, da ti je žal. Da ti je žal, tako da pač najprej pri sebi dobro premisliti in če ugotoviš, da je to res nekaj, kar bi si res želel, potem pa to pač na tak res lep način probati partnerju povedati, pač res si vzeti čas za ta pogovor. No. Ja. Razen če veš, da je tvoja punca ful sproščena, pa je med seksom rečeš, a bi ti sedel, če bi te še en zdajle. Ja, če sta pa tako, če sta pa res oba dva tako sproščena, pa oba dva tako odprta, pa zakaj pa ne? Ja, pač pri enih je to lahko, a ne? Pač odvisno je, a ne? Sam najbolj veš, pač, koliko sta sproščena v teh pogovorih. Zato, ker pri enih definitivno to ne bi šlo, ko bi pač, ne vem, dobila velike oči, pa kaj? Ja. Kakšna bi pa mogoče rekla, ja, ali pa, ali pač ne veš. Vsak pri sebi, po mojem, najbolj ve, koliko ima sproščen odnos glede tega, ne? Ja, pol pa vidiš, ne, če je za, super, če ni za, se mogoče tudi še da kaj probavati počas, tako kot so prej imele. Ja. Tako da ja. Jaz bi tle pri vseh teh stvarih sem rada res poudarila, da pač veliko ljudi ima, ali moških ali žensk, pa kar malo slabo vest, če nočejo nekaj narediti, a ne, in kakšni naredijo tudi zato, da bi pač sam da ugodijo partnerja. Ne, pač, ampak jim je pol ful težko, tako da tega ne delati. Mislim, res nobenemu ne bi rekla, da je to kakorkoli vreden. No. Ker pa ti je sam težko, pa zamera rata, pa tako ni ok. A je v redu, da si ful želim, da opazujem mojo partnerko, ko jo drugi 3 pikice. Bi jo rad vprašal, če bi hotela trojček, ampak se bojim, kaj bo povedala, bi vas prosil za nasvet in naprej hvala. To je skoraj isto kot prejšnje vprašanje, ampak vsem. Ja. Samo on je tle še vprašal, če je v redu, da si to ful želi, a ne? Ok. Ja, to je dost random, tak pač king fetiš, kakorkoli. Eni radi gledajo. Tako da, ja, je v redu, nič nenormalnega. To na kakšen način pa to partnerki povedati, sva pa v bistvu odgovorili. Sva pa odgovorili že, ja. Ampak ja, drugače to, da ti želiš to gledati, to je prav ta fetiš, nekako. Tako da, o tem smo tudi že govorili. Jaz sem govorila o tem na podcastu in tako je bila kar zanimiva tema. Mislim, da je bilo ono kar dosti poslušan. Ampak ja, ni nič nenavadnega, je ful še tabu, ampak je pa, bom rekla, bolj pogosto, kot si mislimo. Ja. Veliko bolj pogosto, kot si mislimo. Koliko je preveč samozadovoljevanja v zvezi, ali lahko to vpliva na odnos? Jaz bi rekla, da preveč je takrat, ko vpliva na odnos.
Tako je. Pač preveč je takrat, ko začne vplivati na vajen odnos, na vajen seks. Zdaj, če je samo zadovoljevanje res občasno, pač takrat, ko recimo partner ne more, ali imata pač drugačen tempo življenja, ali si pač samo ti želiš mičkan več še dodatno. Jaz mislim, da je to čisto popolnoma normalno, ampak pa začne vplivati na dejanski odnos, takrat pa bi rekla, da je nekako preveč. Ali pa na tvojo kvaliteto življenja, recimo tudi. Tudi, ja. Ja, takrat, ko mislim, da lahko to postane. Pač enim se jih to razvije potem v odvisnost, sicer gre to zelo z roke v roki z gledanjem pornografije in tako, ampak ja, to si zelo dobro rekla, da v bistvu, ko vpliva na odnos, takrat ni več v redu, da takrat je pa res preveč. Kako vedeti, ali sem pripravljena na trojček ali samo fantaziram? Ful vas to zanima, dejansko. Ja. Trojčki jih ful zanimajo. Kakšno presenečenje. Jaz mislim, da ima ful ljudi to fantazijo. Ampak koliko jih pa dejansko pač tle uresnič, je pa tudi vprašanje. Kako vedeti, da sem pripravljena? Ja. Jaz sem zmeraj rekla, da moraš se malo pogovoriti sam s sabo pa razmisliti o posledicah od tega, pač če lahko predvidevaš, kako se boš ti počutil potem. Ja. Pač, da moraš tudi to razmišljati, kako se boš počutil potem. Če imaš feeling, da se boš počutil cool, da pač če pa imaš dvome, ali pa če ful cincaš, če bi to naredil, pol se raj ne spušči v to. Da dokler nisi ti sam pri sebi zihar, da bi šel v to, da pač ne iti v to. Tako. Ja, jaz tudi mislim tako da ja. A lahko odnos preživi, če en partner želi odprto zvezo, drugi pa ne? Ok, jaz bi tako rekla zdaj, da ne bom jaz takoj rekla ne. Jaz mislim, da je ful odvisno to, kakšen odnos imata vidva, pač kako bi se vama obema ta odprta zveza zdela in pa tudi morata se dobro pogovoriti o tem, kaj sploh je pač zdaj ta odprta zveza. Zato, ker recimo, vprašanje je bilo, ali lahko odnos preživi, če en partner želi odprto zvezo, drugi pa ne. Malo sem narobe, malo sem jaz narobe. Malo sem zašla. Jaz bi pa rekla v primeru, da si en partner ne želi odprte zveze, bi rekla ne. Ampak tako, če smo pa nasplošno pri odprtih zvezah, dostikrat je recimo to neko prepričanje recimo od enega partnerja, zdaj si pa želim odprto zvezo, to zdaj pomeni, jaz lahko še z drugimi karkoli imam, drug partner pa ne. Odprta zveza pomeni, da pač oba dva lahko. In veliko ljudi se tega nekako ne zaveda, se mi zdi. Ja, tle je spet to, da druga stran se pa lahko strinja samo zato, da obdrži to osebo, ampak sama pa nikoli ne bo koristila tega bonusa v narekovajih. Ampak to, recimo, lahko odnos preživi, če en partner želi odprto zvezo, drug pa ne, pač če ti si nekaj ne želiš, en si pa želi, mislim, ti še zmeraj lahko to narediš, ampak ne vem, jaz vidim tle prej, da bi ratala pač kakšna zamera, da tudi pač ti rečeš, ok, ti lahko, jaz nimam pač problemov s tem, da ti z drugimi pač ne vem, ali hodiš na dejte ali pa seksaš, jaz tega pač ne bom, ker nimam potrebe potem, ok, ja, pač tekam na ta način, ampak tako čez cajt, pa ne vem, si ne predstavljam, kako bi to funkcioniralo. Pač sploh recimo, če so, zdaj bom dala pač nek konkreten primer, names partnerja in rečem, ja, lahko seksaš z drugimi, jaz pač ne bom, ne želim, nimam potrebe potem, kakorkoli. Ampak mi ni več, če pač ti greš. Pa si pa kar naenkrat ti vsak petek sama doma z otroki, medtem ko on vajen skupen denar tam za neke dejte pa sekse zapravlja. To je pač, ne vem, jaz ne vidim tega, da bi na dolgi rok to šlo. Da ni nekih posledic, ki ti bi mogoče začel o tem razmišljati. Ne vem, če ima kdo tako zmenjen, pač bi bila ful vesela, če se nama mogoče javite v komentarje ali pa pošljete mail ali pa na anonimen link. Pač, lahko tudi na anonimen link, ja. Ampak jaz ne vidim tudi pač tako, se mi bolj zdi, da ne. Bolj bi videla v smislu to, da en reče, ja, ok, pa tega ne korist, zato ker si to želi s to osebo ostati skupaj, ker ga je strah, da bo nekdo zapustil, da bi nekdo dejansko rekel, ja, meni je ok, da je to. Pa jaz tega pač, ne vem, težko si predstavljam, da bi.
Jaz bi rekla, da če nista oba dva res 100% za to, da bolj ne. Ja. Zato, tle tudi piše, pač, da si en želi, drug pa ne. Ne samo en si želi, drug se pa strinja, ampak da je prav, Da si prav ne želi. da si prav en želi, en pa ne. Jaz sem bolj tako, pač ne moreš, to je varanje. Ja. Tako da ne. Tako da ja, pač to žal ne. Zato, Zdaj To je to. smo zaključili To je to. z malo bolj takim nelih najbolj veselim vprašanjem, no? Ampak ja, pač bi rekla obe pač, da pač težko, res težko. ja, če pa kdo to fura, pa ja, mislim, Ampak res ja, dajte nama poslati, če ima kdorkoli od vas tako izkušnjo, pa da prva funkcionira na link, anonimen ali pa pač kamorkoli na socialno mreže in tako naprej. Bova zelo veseli, če delite z nama. Drugač pa to je v bistvu za to epizodo to. Res ful hvala, da nama pošiljate vprašanja, kot sem prej rekla, ne pozabite na to, da nama jih lahko vedno pošljete na anonimen link na socialno mreže, lahko tudi na mail in jih seveda lahko vključiva v naslednjo epizodo ali pa tudi kakšne vaše izkušnje, tudi sva zelo veseli, če delite. Drugač pa ne pozabite tega videa lajkati, pa naročite se na naš kanal, da ne boste zamudili naslednje epizode in se vidimo naslednjič. To je to.